Zelena luč. Zdravo, jaz sem Jan Grilc. Zelene luči tokrat nisem dočakal sam. Pridružil se mi je še en popotnik, ki je pred kratkim obiskal eno mesto z edinstvenim in skoraj futurističnim mobilnostnim sistemom. Luka Hvalc, zdravo. Pozdravljen. Bil si v Oslu na Norveškem. Kako bi opisal tamkajšnjo mobilnost? Kot si že omenil, futuristično. Oslo je nedvomno elektromobilnostna prestolnica Evrope in moral sem se prav potruditi, da sem se lahko peljal z dizelskim oziroma benzinskim prevoznim sredstvom. In še to je bila menda sreča. Lokalni avtobus za predmestje je bil namreč s klasičnim motorjem, pa rekli so mi, da je to najbrž bil iz rezervne flote, ker je bil tisti električni na tej liniji verjetno takrat na popravilo. Ja, zanimivo. In danes nas bo predvsem zanimalo, kako sploh vzpostaviti sistem, ki omogoča normalno delovanje tolikšnega števila električnih vozil. Kako sploh napolniti vse te avtomobile, avtobuse, tovornjake in ladje z elektriko? Kako vsem omogočiti dostop do njih? Kaj pa recimo blokovska naselja? Imamo zeleno, gremo v Oslo. Ok, Luka, imam par uvodnih vprašanj. S katerimi električnimi vozili si se vozil v Oslu? Ja, ves javni promet je elektrificiran, ni poceni. Dobre 4 evre je recimo da vstopnica za to najmanjšo cono, časovno omejeno. S to vstopnico pa se lahko voziš z električnimi tramvaji, seveda z električnimi avtobusi. Metro je tudi elektrificiran, da ne omenjam seveda samoumevnosti pri kolesih, kaj pa da tudi skirojih. Zanimivo pa je, Jan, da so del javnega prometa tudi nekateri trajekti oziroma ladice, ki vozijo po fjordu do nekaterih manjših otokov. Kaj pa da so tudi ti električni in seveda lahko enostavno prestopiš z električnega tramvaja, 20 metrov narediš peš in tam te že čaka električna ladica, ki te popelje na enega izmed točkov, naprimer. In to je zelo množično obiskano, veliko ljudi se seveda vozi. Se pravi, celoten sistem je elektrificiran, to je kar impresivno, seveda pa za seboj to potegne veliko logističnih in pa najbrž tudi tehničnih izzivov. Ja, zagotovo, ne. Po zadnjih podatkih je na celotnem Norveškem 28,000 hitrih polnilnic za različna električna vozila, seveda pa pri tem prednjači prestolnica Oslo, kjer je polnilnic res veliko že tako na oko, tudi v predelu, kjer sem živel, sem bil malce pozoren, tudi v bolj stranskih ulicah so te hitre polnilnice, potem pa imajo seveda še soseske neke svoje, mogoče počasnejše polnilnice, ampak tiste stenske, tako, stenske. Tako da najti polnilnico, ki bi bila prosta, ni nikakršna težava. Seveda za tem stojijo tudi nekateri ukrepi, spremembe, vladne mestne spodbude, recimo ta, da morajo imeti vse večstanovanjske stavbe, torej bloki, zagotovljen polnilniški sistem. In to v praksi tudi menda deluje. To je nedvomno nekaj, kar bomo morali zagotoviti tudi v Sloveniji, če bomo seveda hoteli povečati delež električnih avtomobilov. V tem trenutku se morda to zdi znanstvena fantastika, tako da me zelo zanima, kaj si v Oslu izvedel o sistemih, ki sploh omogočajo množičen prehod k električni mobilnosti. Luka, izvoli. Dobil sem se z vodjo e-polnilniške infrastrukture v Oslu, in sicer v središču mesta, na en izmed največjih in najbolj zmogljivih polnilnic, kamor sem se sam pripeljal z e-kolesom. Moj gost pa je, zanimivo, pripešačil. Yes, hello, my name is Sture Portvik. Terrible difficult name to pronounce. Either way, Sture, I'm the manager for electromobility in the city of Oslo. Sture Portvik je rahlo šaljiv gospod srednjih let, je vodja elektromobilnosti pri mestni občini Oslo. Pripoveduje, da ima svojo ekipo praktično iz meseca v mesec več dela. And so far this year, more than 97% of all new cars sold in Oslo are electric. Postreže s podatkom, da je bilo samo v prvih mesecih letošnjega leta kar 97% prodanih avtomobilov v Oslu električnih. Ko je leta 2014 začel delati na projektu polnilnic, je bilo novih električnih avtomobilov samo 12%.
Pravi, da takšen skok elektrifikacije težko dohajajo, čeprav imajo vrhunsko infrastrukturo in učinkovite podporne službe. But here we are at the harbor side. It's one of my favorite because Smo v pristanišču. To je eno mojih najljubših polnilnih mest, saj poleg polnjenja osebnih vozil ponuja tudi infrastrukturo za polnjenje tovornih vozil, vključno z večjimi tovornjaki. Trenutno lahko tukaj vidite tudi električni avtobus, ki se polni. Gre za turistične prevoze, medtem ko ima javni promet seveda svoje polnilnice. Opazite lahko tudi številne taksije, ki so v mestu zdaj izključno električni. Za pridobitev taksi licence je namreč potrebno vozilo brez emisij. Naša naloga pa je, da zagotovimo, da se taksiji lahko vedno hitro in zanesljivo polnijo. So we have to make sure that the taxi can actually charge. S Turejem sva stala na obali fjorda v enem glavnih zalivov. Zrla sva proti futurističnima stavbama opere in knjižnice. Blizu so savne na vodi, mimo pa so vozili električni trajekti. Manjša ladja je bila parkirana v pomolu, kjer so polnilnice za pomorski promet. Yeah, and ships. So this is a kind of all-in-one solution. Gre za nekakšno rešitev vse v enem. Pri tem moramo biti tako stroškovno kot prostorsko učinkoviti. Tukaj se napajajo manjše in srednje velike električne ladje, hkrati pa imamo tudi posebne priklope za križarke, ki seveda še niso električne, vendar si ne želimo, da bi med sidranjem v Oslu uporabljale dizelske motorje. Namesto, da bi za proizvodnjo elektrike uporabljale lastne dizelske motorje, jih lahko preprosto ugasnejo, se priključijo na omrežje in dobijo 100% brezogljično energijo. S tem se bistveno zmanjša onesnaženje ter izpusti CO2. We don't have that much pollution then. It's possible to cut pollution and CO2 emission. To seveda pomeni, da mora biti infrastruktura izjemno zmogljiva. Za priklop križarke potrebujete več kot 2 MW moči. Poleg tega se tukaj torej polnijo tudi tovornjaki in avtobusi. Sistem izgradnje, ki si ne sme privoščiti izpada, je bil zelo drag. Asture Portvik pravi, da za njegovo ekipo predstavljajo še večji izziv polnilnice v blokovskih naseljih, kjer strmo narašča število električnih avtomobilov. Starejša infrastruktura pa ni predvidevala e-mobilne revolucije. Because if you look at the city like Oslo, let's take a birdie view. Če na mesto, kot je Oslo, pogledamo s ptičje perspektive, ugotovimo, da približno 60% prebivalcev živi v večstanovanjskih stavbah. Mnogi med njimi nimajo dostopa do zasebnega parkiranja, približno polovica. Druga polovica parkirišča sicer ima, vendar ta pogosto nimajo zadostne električne moči za polnjenje vozil. Zato je mesto uvedlo subvencijsko shemo za stanovanjske zadruge in skupnosti, ki lahko zaprosijo za podporo. Mi pa jim pomagamo zagotoviti ustrezno električno moč v skupnih garažah. To je za mesto bistveno stroškovno učinkovitejša rešitev, stane približno 1/10 v primerjavi z uličnimi polnilnicami. Za uporabnike pa je tudi zelo priročna. Ko prideš domov iz službe, vozilo preprosto priključiš, zjutraj pa je že pripravljeno. Hkrati tak pristop manj obremenjuje električno omrežje. Sogovornik ocenjuje, da je v Oslu kar 70 000 domačih, tako imenovanih wallbox polnilnic. Gre predvsem za domače polnilnice pri stanovanjskih hišah, blokih, na zasebnih parkiriščih in v skupnih garažah. Gre za manj zmogljive polnilnice, namenjene predvsem vsakodnevnemu nočnemu polnjenju. So you can say that those that live in villas and detached houses. Lahko rečemo, da tisti, ki živijo v hišah ali samostojnih objektih, s tem nimajo težav. Vozila polnijo doma in potrebujejo le stensko polnilnico. Prebivalci večstanovanjskih stavb pa imajo na voljo omenjeno subvencijsko shemo. Poleg tega nudimo tudi informacijsko podporo. Upravni odbori stanovanjskih skupnosti se lahko obrnejo na nas in dobijo nasvete, kako organizirati polnjenje za vse stanovalce. Javno polnjenje, zlasti počasno ulično polnjenje, je tako namenjeno predvsem tistim, ki nimajo dostopa do zasebnega parkiranja. Po mestu imamo približno 2600 takšnih polnilnih mest. Stensko polnilnico bi jim sicer lahko ponudili, vendar je nimajo kam namestiti, zato se v mestnem središču osredotočamo na ulično infrastrukturo. So we are focusing in the inner city, putting up curbside chargers. Oslo torej ne stavi samo na veliko število hitrih javnih polnilnic, ampak na množično domačo infrastrukturo. Ideja je, da ljudje vozilo polnijo tam, kjer avto tako ali tako stoji večino časa, doma ali v službi.
Vzpostavljanje zmogljivih polnilniških sistemov, še posebej na bolj odročnih lokacijah, za družine ali manjše stanovanjske skupnosti vseeno ni poceni. Na Norveškem to rešujejo z neke vrste zasebno javnim partnerstvom prek razpisov. Na te razpise se prijavljajo zasebni upravljavci polnilne infrastrukture, ki oddajo ponudbe za posamezne lokacije, kot je ta, in med seboj konkurirajo. Eden ključnih kriterijev pri izbiri zmagovalca je delež neto prihodkov, ki so ga pripravljeni deliti z mestom. Gre za precej učinkovit poslovni model. Investicija se običajno povrne v 2 do 4 letih, kar pomeni, da je to privlačna naložba. Še posebej, ker bo takšna lokacija v uporabi vsaj 10 let. Na ta način odgovorno upravljamo sredstva davkoplačevalcev. Res je, da je na začetku potrebno določeno financiranje, vendar se zavedamo, da se vsak vložen evro dolgoročno večkrat povrne. That for all the cent we are putting in this location, we get €1 back, to put it like that. Cilj mestne uprave v Oslu je, da bi bil promet popolnoma brez emisij. Še leta 2019 je 2/3 emisij ogljikovega dioksida v mestu izviralo iz prometa. Zato je mesto začelo prav tam, pri prometu. Uporaba avtomobilov se je zmanjšala za 30%. Vse bolj ugotavljajo, da je potreben celosten pristop. Izzivov seveda ne bo zmanjkalo. Because what we experienced during COVID was that people they are using this app to get your grocery delivered at your doorstep. Kar smo opazili med covidom je, da so ljudje vse pogosteje uporabljali aplikacije za dostavo hrane na dom. Dostavljavci so to pogosto izvajali z dizelskimi vozili slabših tehničnih standardov, ki v mestnem okolju povzročajo veliko emisij. Naslednji veliki korak je zato zagotoviti, da bodo vsa tovorna oziroma komercialna vozila brez emisij. Uporaba osebnih avtomobilov upada, več kot polovica jih je že brez emisij, vendar moramo enak preboj doseči tudi pri komercialnih vozilih. Njihovo število namreč ne upada, nasprotno, zaradi spletnega nakupovanja celo narašča. Naslednji ključni cilj je torej elektrifikacija vseh tovornih, obrtnih in servisnih vozil, vključno s tovornjaki. So we have to do the next big thing is to make sure that all freight vehicles, all craft and service vehicles are electric and of course all the trucks. Elektrifikacija celotne verige logistike je velik izziv, saj predvsem močnejši tovornjaki potrebujejo veliko energije, veliko moči. Sture Portvik pokaže na eno najmodernejših in najbolj zmogljivih električnih polnilnic v Oslu, kjer sva se pogovarjala na vetrovno ponedeljkovo dopoldne. Here you have the solution. To put it like that, because here they can charge fast 400 kW. Tukaj vidite rešitev, če tako rečem, saj se lahko različna vozila tukaj hitro polnijo z močjo 400 kW. V prihodnosti bo to 1 MW, vendar vozila, tudi večji tovornjaki, še niso povsem pripravljena na to. Trenutno torej govorimo o 400 kW. Vozila se lahko priklopijo in, kot vidimo, to možnost pogosto uporabljajo. Smo sicer v samem mestnem središču, a na drugi strani pristanišča smo pred nekaj leti zgradili še eno lokacijo. Skupaj je to več kot dovolj hitrih polnilnic za večje tovornjake. V prihodnje jih bomo verjetno potrebovali še nekaj, vendar ne bistveno več. So the challenge now is those 50,000 smaller vans. Večji izziv predstavlja približno 50,000 manjših dostavnih vozil, natančneje med 50 in 70,000. Letos je 56% vseh novih kombijev že električnih, vendar moramo ta trend še pospešiti. Vsako dizelsko vozilo, ki ga nekdo kupi danes, ostane v uporabi približno 5 let, zato je ključno, da emisije zmanjšamo čim prej. Imamo tudi številne spodbude za komercialna vozila, pravzaprav več kot za osebna. Ta vozila imajo brezplačno parkiranje po vsem mestu in ne plačujejo cestnin za vstop in izstop iz mestnega območja. Pri večjih tovornjakih pa ostaja glavni izziv cena. Naprimer, 12-tonski tovornjak Volvo je v električni različici približno 2,5-krat dražji od dizelskega. Kaj lahko storimo? Razliko v ceni subvencioniramo do 60%, poleg tega imamo podporno shemo za postavitev polnilne infrastrukture v njihovih lastnih depojih, kjer prav tako krijemo do 60% stroškov. To velja predvsem za večje tovornjake. Za manjša vozila pa so na voljo brezplačno parkiranje, različne druge ugodnosti ter sodelovanje z Državno agencijo za ceste, da bi omogočili uporabo rumenih avtobusnih pasov za vsa komercialna vozila brez emisij. S tem želimo prehod na električno mobilnost narediti še bolj privlačen.
We have discussed with the National Road Authority to open up the bus lane for all zero-emission commercial vehicles to make it even more attractive to switch to zero-emission. Yeah. Elektrifikacija tovornega prometa je torej eden glavnih mobilnostnih izzivov za prihodnost. Predvsem v Skandinaviji so torej že zelo daleč. Jan, o tem si se prepričal tudi ti na Danskem, kaj ne? Ja, res je. Tudi v danskih mestih uvajajo nekatere podobne rešitve kot na Norveškem, pri tem prednjači predvsem København. Tam so si zadali precej ambiciozen cilj, da bi že do leta 2025 postali ogljično nevtralno mesto, kar jim sicer ni povsem uspelo, prišli pa so približno do 80% tega cilja. Pomembni so bili ukrepi glede elektrifikacije dostavnih vozil, poudarja Henrik Gudmundsson, zanimiv gospod, ki dela v okoljskem možganskem trustu Concito, v katerem sodelujejo z vsemi občinami na Danskem in jim pomagajo pri ustvarjanju izvedljivih načrtov za ogljično nevtralnost. Preučuje pa tudi elektrifikacijo tovornega prometa. Copenhagen has been doing quite a lot of work in that area. It's very much about the last mile. København je na tem področju opravil precej dela. Velik poudarek je na tako imenovanem zadnjem kilometru, torej dostavi blaga do končnega uporabnika, do trgovine ali do občana, ki naroči paket. Velik del blaga se preusmeri na obrobje mesta, naprimer v logistične terminale. Če lahko zagotovimo, da se zadnji del poti opravi z električnim tovornjakom ali električnim dostavnim vozilom, to mestu zelo pomaga. V središču mesta uvajajo območja z ničelnimi emisijami, kar pomeni, da dizelski tovornjaki v to območje ne bodo več smeli vstopati. Vendar je treba takšne ukrepe uvajati postopoma, saj ne moreš čez noč spraviti vseh prevoznih podjetij v težave. Because you cannot, bring all the truck businesses out of business overnight and so on. Mesto torej lahko postavi strožje okoljske zahteve, s čimer praktično prisili sektor tovornega prometa, da vsaj na zadnjem delu poti preide na vozila brez emisij. Upanje je, da se bodo te spremembe potem prenesle tudi višje po dobavni verigi. In to se že dogaja ob podpori države, tudi prevozniki na daljše razdalje prehajajo na električne tovornjake. Here in Copenhagen there has been a very, very good dialogue between the freight industry and the municipality over many years. V Københavnu imajo že vrsto let zelo dober dialog med logistično industrijo in občino. Namesto da bi mesto enostransko uvedlo pravila, naprimer, da od naslednjega leta veljajo določene omejitve glede hrupa, sodelujejo z industrijo in skupaj razmišljajo o rešitvah. Tako lahko naprimer rečejo, razmišljamo o uvedbi določenih zahtev, če boste razvili dovolj tiha vozila, vam bomo dovolili dostavo po noči, ko je prometa bistveno manj. Tovor se zato hitreje premika. S klasičnimi hrupnimi tovornjaki to ne bi bilo mogoče, saj bi se prebivalci pritoževali. Mesto pa lahko določi območja, kjer je takšna tiha dostava mogoča, vse to na podlagi dialoga. Poleg tega mesto spodbuja uporabo tovornih koles, ki so tam postala zelo pogosta, vidiš jih res na vsaki ulici, naprimer za dostavo hitre hrane in pa tudi za osebno uporabo, za prevoz otrok. Zaradi dobro razvite kolesarske infrastrukture to predstavlja priložnost tudi za logistiko, saj omogoča hitrejše in bolj tekoče premikanje. Mesto pa je, po zgledu Osla, Luka, uvedlo tudi strategije za javna naročila. They offer, it's a tender where private companies can, yes, we can deliver this service. And then the municipality can say, yes, you're welcome to deliver the service, but if you do that, you have to have zero-emission vehicles. Gre za razpise, na katere se prijavijo zasebna podjetja in ponudijo svoje storitve. Občina lahko na to reče, dobrodošli, lahko izvajate storitev, vendar pod pogojem, da uporabljate vozila brez emisij, ali pa vsaj, da določen delež vozil, naprimer polovica, izpolnjuje standarde nizkih ali ničelnih emisij. To uvajajo postopoma po posameznih področjih, tako da bodo sčasoma vsa javna naročila prešla na električna vozila. V nekaterih primerih so lahko pogoj tudi kolesa, ker mesto za svoje ustanove kupuje veliko blaga, s tem pomaga ustvarjati trg za takšne rešitve. Veliko mesto, kot sta København in Oslo, torej lahko s svojo veliko kupno močjo spodbudi premike pri prevozniških podjetjih, če se seveda tega loti na pravi način, torej na eni strani z resnimi finančnimi spodbudami, na drugi strani pa s pogojevanjem za podjetja, kot pravita najina sogovornika. Oba pa poudarjata tudi dobro komunikacijo
komunikacijo z vsemi vpletenimi, tako s poslovnim sektorjem kot z občani. Ja, tako je. Norvežani so seveda poslovno zelo profesionalni, imajo pa seveda tudi že v izhodišču eno veliko prednost. Poleg nafte imajo tudi viške elektrike, ki jo pridobivajo praktično izključno iz hidroelektrarn. Poleg tega, Jan, gre pa seveda za bogato državo, ki si lahko privošči drage investicije in tudi, kot smo slišali, finančno zelo močne spodbude za e-mobilnost. Preprosto povedano, lahko si privoščijo tudi tveganje za kakšen projekt, ki morda ne bo na koncu tako uspešen. Ja, in ki ga morda nikjer drugje tudi ne bi izvedli, kjer nimajo tako bogatega energetskega zaledja in seveda posledično tudi obsežnih financ. No, v Sloveniji smo seveda od te slike še zelo daleč. Nacionalni energetski in podnebni načrt predvideva, da bodo do leta 2030 električna vozila predstavljala približno 55% vseh novih registracij ter okoli 12% celotnega voznega parka v Sloveniji. No, trenutno imamo v Sloveniji na cestah približno 4% električnih vozil. Tudi če upoštevamo, da imamo skupno skoraj 1.300.000 avtomobilov, je to še vedno zelo majhna številka. Tudi pri hitrosti elektrifikacije zaostajamo za evropskim povprečjem. Leta 2024 je bilo denimo v Sloveniji prodanih 3100 novih električnih avtomobilov, kar je v primerjavi z bencinskimi in dizelskimi zelo, zelo majhna številka, le okrog 6%. No, in pri tem se podatek, ki smo ga slišali na začetku, da je bilo v Oslu v prvem letošnjem trimesečju med prodanimi novimi avtomobili kar 97% električnih, zdi še bolj znanstveno oziroma e-mobilnostno fantastičen. In fantastično je bilo slišati izkušnje. Luka, najlepša hvala, da si jih prinesel iz Osla v zeleno luč. Še nekaj zanimivih pogovorov si prinesel nazaj iz Norveške. O tamkajšnjih idejah glede elektrifikacije mobilnosti bomo na Valu 202 še govorili. Absolutno. V zeleni luči pa vas seveda napotimo k poslušanju. Tako, skozi še eno zeleno luč smo se zapeljali, tokrat smo spet dobili nekaj zanimivih primerov dobre prakse iz tujine, ki jih to pomlad zbiramo v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Mobilnostne vsebine lahko najdete tudi na MMC-ju in na televiziji Slovenija, vse pa jih zbiramo na posebni podstrani projekta, povezavo sem seveda dodal tudi med zapiske. Namig, nikakor še nismo končali s potovanji, kmalu se denimo odpravimo tudi v Pariz, kjer bomo ugotavljali, kako lahko celo v tako ogromnem mestu dosežejo velikanske premike glede mobilnosti v zelo kratkem času. Prebivalci pa so z uvedenimi spremembami zadovoljni in jih podpirajo. Zakaj to potem ne bi bilo mogoče tudi v Sloveniji? O vsem tem, torej to pomlad, za danes pa vam Jan Grilc želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav! Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja. Oddaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.